Lepo pozdravljeni in dobrodošli na izbrano z Mirelo v videoserijo Zlate zgodbe. Tisti, ki ste mogoče že videli moj uvodni video, takrat sem že napovedala, da bodo ta video javljanja zelo spontana, ker se pač najraje zadržujem v tem območju spreminjajoče se strukture, kakorkoli to vi razumete. In zato je v bistvu moje zadnje javljanje bilo šele v bistvu nekaj tednov nazaj, in sicer Slobodano o življenju z naravo in o tem, kako v bistvu z najnižjimi možnimi stroški ustvariti človeku in naravi prijazen dom. Ta intervju skupaj z ostalimi lahko pogledate seveda na strani Izbrano z Mirelo. Danes je pa prav poseben dan. Poseben iz več razlogov. Poseben zato, ker smo pač v tem čarobnem času zimskega solsticija, in zato, ker je moja gostja, današnja izjemna gostja, Suzana Grau, akademska igralka, voditeljica Rdečih šotorov v Sloveniji in pa učiteljica starodavnih obredov svete ženske. Suzana, dobrodošla. Kako si? Pozdravček, Mirela, pozdravček vse, ki poslušate. Hvala za vabilo in ja, res v posebnem času se ponovno srečava. Ja. Res je, midve s Suzano se v bistvu poznava že kar nekaj let. Zdaj zadnji čas oziroma zadnji mesec se mi zdi, da sva se pa po nekaj letih znova povezali. In sicer najina povezava je bila tokrat, ne boste verjeli, knjiga Modrost boginje. Knjiga, ki je pred kratkim izšla pri založbi Gnostika, in knjiga, ki je v bistvu dragocena zakladnica tradicij starodavne boginje in načinov, v bistvu, kako se povezati z žensko esenco, s tisto srčiko našo, svojo intuicijo in seveda o mnogih drugih stvareh tudi piše avtorica. In v bistvu avtorica knjige je tista glavna povezava, to je Taniška, mednarodna učiteljica oziroma voditeljica Rdečih šotorov, prijateljica Suzane Grau in pa mogoče ženska, ki je bila v bistvu usodna v neki točki tvojega življenja. In ko sem razmišljala, v bistvu, kje bi začeli, sem mislila, da mogoče najboljše kar pri Taniški. Kajti mogoče ona je zelo zanimivo vlogo odigrala v tistem momentu, ko ste se srečali, ne? Pa mogoče bi podelila z nami to zgodbo, Suzana. Ker to je v bistvu zgodba tudi o tvojih začetkih, a ne? Ja, to je absolutno zgodba o mojih začetkih. Leto 2012. Tako sem, kako že grejo te letnice? Ta desetletje se obračajo. Ja, to je bilo leto 2012. To je bilo zame 2012? Prosti, ko te prekinjam, 2012. Sem prav rekla? Ja, ziher si prav rekla, ampak zdaj 2021, veš, skozi se mi to dogaja. Konverzija, ali kaj? Ja. Pa še datum, ne? Pa še datum. To gre dobro. Ok, oprosti, ker sem te prekinila, kar boj. Ja. Pisalo se je leto 2012. Ja, hvala, tako ful dobro. Ampak mogoče bi preden grem v to zgodbo, omenila v bistvu to, kar si rekla, kako je najina neka iztočnica in povezava. Kako je neka najina ljubezen do knjig, ki jih imava. Do tega znanja, ki se zapiše in ki se predaja. Zakaj sem tako vesela, da je Taniškina knjiga prevedena v slovenščino? Ravno zaradi tega, da se znanje predaja naprej. In v bistvu v zadnjem, če rečeva, stoletju, hvala Bogu, imamo več znanja od žensk in se predaja znanje od žensk in ne ostane skrito, neizraženo, potlačeno, ampak prihaja v ospredje. To smo lahko hvaležni, da smo v takem času, da to je možno, ne?
Ja. Podala bi tukaj v bistvu še eno iztočnico, tega ti nisem povedala, preden sva se srečali, ampak nekako naj jo povezuje tudi smrt in ta preporod. In danes sva v tem nekem obdobju, ko je v bistvu noč najtemnejša in ko smo v tej zadnji fazi te neke smrti, tega najbolj temne maternice vesolja, preden se bo luč ponovno začela bolj vračati na zemljo in bolj vračati tudi v naše življenje. In ko smo bile v zadnjem obdobju, ko smo imeli zadnjo to kroženje z rdečim šotorom pa z bojevnico, je spremljala tudi fizična smrt, teh nekih prednikov, ki so v tistem času odšli. Ja, res je, ja. In tako se mi zdi, kako v bistvu je tako zelo pomembno prisluhniti, kdaj nekaj umira znotraj nas, kdaj. Mogoče je to zdaj ta čas, ko smo v zimi pa v solsticiju, ampak tudi tekom leta, kdaj se zgodi nekaj, da rečeš, ok, čutim, da me snubi navznoter, čutim, da rabam pogledati, kdo sem in če je še to v skladu z mano, kdo jaz sem, kar živim, kar delam, s kom se družim, na kakšen način funkcioniram. Torej, to neko zaključevanje, ena refleksija. In če povežem potem s to smrtjo 2012, 2011-2012. Ne morem verjeti, veš, sem zelo ganjena, ker to je ena stvar, ki sem jo mogoče tudi na nek način zakopala, ampak si me zdaj spomnila, dejansko res naj je smrt takrat povezala in sva bile zelo, takrat je bilo zelo zanimivo obdobje, no. In tudi se mi zdi, da najin odnos je takrat šel v neko drugo smer, ravno zato, ker smo mogoče rabile to povezavo s sabo navznoter, da vsaka pač na svoj način predela določene stvari, ker to je bil tudi zaključek nečesa in zdaj je mogoče začetek nečesa novega. Veliko simbolike je v bistvu v tem srečanju današnjem, no. In ja, to, kar si rekla, začutiti, ko vidiš, da je konec nečesa, si dovoliti ta konec in potem spet slišati, kdaj je spet tisto nekaj novega, ki prihaja, ne. Torej, ne zanikati te glasove, ne, in jaz v bistvu sem zelo vesela res, da sva midve spet v stiku, no. Bolj modri, ne vem, lepi in povezani, no, predvsem. To pa sva itak vedno bili, ne. Ja, to sploh ni dvoma. To so se že zmenile, preden so prišle na zemljo, kot Suzana pa Mirela. Ja, res. Ja, ok, zdaj naj je malo odnesla v najno se midve, v bistvu čakava tudi to, da bomo spet prišli na 2012, vidiš, ta 2012 je tak, tako da mi jaz bomo rezale to številko, ker mi je tako, kako že grejo te letnice? No, v glavnem, če se vrneva nazaj, se sploh ne vem, kje smo ostali pri tej... Smrt, torej prisluhni to, kar je v bistvu nekaka neka slika tega, ne. Ko začutila sem, recimo pri sebi, če se zdaj čisto na osebno zgodbo vrnemo, ne, da se znotraj mene zaključuje neko obdobje, takrat sem res predvsem delovala kot igralka. In je bilo tudi obdobje, ki je v bistvu vzelo veliko financ in sredstev za nas, ki smo samozaposleni v kulturi. In se je s tem posledično veliko naslovov in veliko sodelovanj in veliko sodelovanj zaprlo se je, vrata so se zaprla. In jaz sem v tistem obdobju molila, da dobim ta nek znak kam naprej, kaj je ta neka slika, da zaslišim, čutila sem, da se zaključuje nekaj, ne pa še navodila kaj. Neznano, ne? Ja, neznano.
In če preskočim, pač, ker to bi lahko cel intervju samo temu posvetiti, okay. Če preskočim te postaje, skratka, šla sem v Avstralijo. Ne? Bila sem snubljena, da pridem v Avstralijo leta in leta in leta. In takrat sem začutila, da je v bistvu, da zdaj je čas, ker v Avstralijo pač ne greš na kavo, ampak greš za dlje časa. Ne? Tako, vse leto dni. Malo drugače odločaš, ne? Ja, jaz sem rekel, da se zdaj kasneje, takrat sem rekel, pa vse leto dni, zdaj rečem pa, ja veš kaj, v bistvu rabaš 2 leti, ne? 1 leto za eno, en del v Avstraliji, redko. Tako da v bistvu sem pač šla res za 1 leto v Avstralijo in tukaj sem res zaprla vsa vrata. Če bi bilo možno, bi bila karta enosmerna, ampak Avstralija tega ne dopušča. Tako da je bilo v bistvu pač to potem za 1 leto. Tle sem podarila vse, kar sem imela, res vse. Tako en zvočnik sem edim prodala, ostala sem pa tako tle podarim, ustvaram prostor za novo. In ko sem prišla potem v Avstralijo, v Melbourne, sem spremenila svoj naslov domovanja na Facebooku in sem rekla, jaz zdaj živim v Melbourneu. Alright. In Facebook, moder kot je rekel, pa ti imaš tle prijatelje. In jaz pogledam in vidim, da je med temi prijatelji Taniška. In jaz sem Taniško pač poznala prek tega, da je imela neke vsebine v Rdečem šotoru, ker sem takrat že se zanimala, pa že malo delovala v tej smeri, ampak še aktivno navzven. In mi je bilo zelo mi je bilo všeč njeno predajanje. Tako. In pa sem mi takoj pisala, sem neka pozdravljena Taniška, jaz prihajam iz Slovenije, tam sem slišala zate, a boš mogoče imela kakšen rdeč šator. In tako sem v bistvu pa 3 tedne kasneje, ko sem priletela v Melbourne, šla na rdeči šotor k Taniški. To je bil tvoj prvi rdeči šotor, ne? Kot rdeči šotor, ja, na ženskem krogu sem bila 2011, tem prvem usodnem, kot rdeči šotor je bil pa Taniškin šotor, v bistvu prvi rdeči šotor. Ja, prvi rdeči šotor. In zelo me je v bistvu upeljala v ta nek preprost način, kako biti v ženskem krogu. Ker če ga primerjam recimo s prvim krogom, tam nas je bilo 120 žensk, trajale 3 dni, to smo pele, plesale, torej zelo je bilo tako 120 žensk. To je veliko, ne. Tle je šlo pa za neko intimnejšo zgodbo, ne vem, 10 žensk mogoče nas je bilo v krogu. Pri njej doma, znotraj gozda, res intimna zgodba, no? Res vstop v rdeči šotor, ki je intimen. In potem, draga, ko si potem takrat že vedela, da je to, ali si še raziskovala? Jaz sem vedela že na prvem krogu. Ja, vedela sem, da imam pač domače naloge za narediti, ne? Da ne morem kar zdaj sem bila na enem krogu, zdaj grem pa jaz to začeti delati. Ampak struktura od Taniške mi je bila zelo blizu, to me je zelo podprlo. Zelo mi je bilo všeč ta njena struktura, zelo to, da se slišijo ženske zgodbe, to, da je prostor za humor, to, da je prostor za neko drugo žensko, ki je v prostoru, da v bistvu podeli svoje darove. Pa mogoče, če pač malo grem, da preskočim ta prvi šotor, pa smo imeli drugega, pa sem mi pomagala, pa tretjega, in smo imeli tudi
ker sem pač seveda povedala, to je moj prvi in potem pač vse, kaj naj bi v prvem šatoru. Prvič jaz pasijonko, prvič 5 pesem, da te druge ženske slišijo, prvič iti v hamam skupaj, a ne? Ja, ja. Zelo je poudarjala da je to prvič in čeprav sem jaz takrat v, ne vem, poznih 30-ih, a ne, je bilo tako, kot če bi prišla stara 17 let k njej v šotor. Potem, ko sem dobila svoje prvo perilo, a ne, mislim, svojo prvo menstruacijo. Ja, mogoče bodo ta dar imele prihodnje generacije, tako kot mi danes uživamo določene privilegije, ki sploh niso privilegije, ampak je nekaj čist najbolj naravnega in se lahko izražamo in lahko to prenašamo naprej, a ne? Tako bodo mogoče prihodnje generacije žensk toliko prej že v bistvu se povezovale z drugimi ženskami in se dajale podporo, se v bistvu spoznavale na nek način, a ne? Tako da svet se vrti naprej, ne? In naj bi tudi zavest sorazmerno temu šla naprej. Ja, absolutno. V glavnem, ko smo ugotovile, ne, to zgodbo o Taniški, v povezavi Taniške in tebe, ti si njej seveda sporočila, ne, da je knjiga izšla v Sloveniji. Ona pa ne vem, ali je sploh Taniška! vedela. Nič ni vedela. Taniška, let me record a message for you. Da ti pa snamem voice sporočilo v Messenger. A ti veš, da bo pri nas išla knjiga? No, sem rekla, mene je Mirela, me je povabila, ker je knjiga išla. Mirela sicer nič ne ve o tem, da se midve poznava, ampak evo je, knjiga bo, ne? In jaz bom tukaj nekaj zraven sodelovala. Nič ne vem, vse mi povem, pa sem ji fotografirala knjigo, ne, in poslala in zelo se je razveselila, zelo. Meni pa res, se to pravim, ne, res mi je dragoceno, da ta znanja starodavna, to, v bistvu, ko smo se že pri Rdečem šotoru pogovarjali, ne, in kar mene še danes v bistvu res ostaja del te neke moje intimne zgodbe, zakaj me to tako nagovarja. Nagovarja me, ker je bila linija med nami in našimi prednicami pretrgana. In se znanje ne prenaša. In ne poznamo zgodb žensk, ki so za nami. Ne teh, ki so iz naše krvi in ne te, ki so v bistvu predajale neka znanja, ki so za nas ženske pomembna in potrebna. In Taniška je absolutno pionirka na tem področju, ona je malo starejša, 10-15 let recimo od naju, ampak ona je mnogo prej, ona je v 90-ih začela to pot in v 90-ih, ko noben ni vedel, kaj je Rdeči šotor, ko menstruacije še nismo omenjali. Ko so bili to še vse tabuji, ne? Vse to, in to se mi zdi tako res pomembno, kako pač vsaka generacija, to, kar si rekla, kako bo našim hčeram ali pa vnukinjam lažje, zato ker vsaka generacija naredi svoj delež. Tako, naredi korak naprej. Deli svoje. Tako. No, super. Zdaj, glede na to, da smo torej v tem posebnem času, zimski solstici dejansko omogoča neke priložnosti za to, da mogoče bolj zavestno gremo skozi to obdobje in se bolje pripravimo v bistvu na ta čas, ko zaključujemo staro, ko mogoče se moramo spomniti ali pa dejansko si priznati določene stvari in jih odpustiti, spustiti, in se po drugi strani pa spet odpreti nečem novem, nečem svežem, torej izraziti nekaj, kar se v bistvu medilo ves ta čas znotraj nas. In zdaj Taniška v tej knjigi recimo zelo veliko govori tudi o teh luninih fazah in kako se povezujemo, kako se pripravljamo, kakšne obrede in rituale izvajamo. Kaj bi nam pa ti svetovala, Suzana, recimo zdaj, kako se v bistvu zdajle povezati s tem ciklom, ki se zaključuje in začenja novi, zato da nekako čim bolj mirno, zavestno pridemo
v svetlobo. In zakaj je mogoče, ali pa vprašanje prej, zakaj je sploh ta čas tako pomemben, a ne? Zdaj vsi govorimo, da ja, zdaj pač čas manifestacij, vse se ja, vse, ampak je ta čas mnogo več kot to, ne? Tako da bi mogoče res tako z tvojega vidika, no, slišala, kaj zate predstavlja ta čas. Veš, zakaj je dragocen in zakaj jaz ga vidim kot pomembenega, ne? Ker vse se rodi iz tišine. Vse se rodi iz tega, da gremo noter vase. Če povežem recimo, ko se spočetje, a ne? Torej, ko se jajčece pa semenčice srečata in je potem 48 do 72 ur tišine, preden celice se začnejo deliti. Ampak je najprej Big Bang, potem je pa tišina. Da se potem življenje reče, ok, pripravljen sem se razvijati. Zelo pomemben je, recimo, če to povežemo tudi z menstrualnim ciklom, s tem časom zime, ki ga imamo, s tem, kaj lahko gre, kaj lahko postane kompost, kaj lahko dam ven iz svoje hiše, kaj lahko spustim iz svoje maternice. A ne pa, če pogledava v bistvu, a ne kot na leto, torej, da smo zdaj v decembru, pa do 1. februarja, jaz bi kar rekla, ostajamo še v zimi. Ja, zdaj solstici, svetloba se začne vračati, ampak če bomo tale čas zime, torej nekje do 1. februarja, uporabile za refleksijo, za kontemplacijo, za poslušati, čakaj, kje pa jaz sem v resnici zdaj, ne? Pa, a ne, če rečem, ok, pa poglejva, kaj so bile zmage letošnjega leta? Na kaj sem res ponosna? Kaj je bilo tisto, kar sem se počutila, to sem pa res dobro naredil. In v bistvu videti energijo zmage, ker vemo, da imamo ženske tendenco, nikoli ni dovolj, to je pač posledica kapitalizma, a ne, nikoli nisem še tam, kar bi morala biti. Ok, dajva obrniti, dajva reči, ok, evo naju, december, januar, zavestno si vzamem čas, da dam prostor temu, da ozrem, kaj je bilo dobrega v preteklem letu, kje sem si upala narediti korake naprej, kaj so moje zmage, na kaj sem ponosna. In to so mogoče projekti, mogoče sem kaj prenehala početi, kar sem prej počela, kakšne vzorci, mogoče sem kakšne odnose zaključila, pa sem začela sebe na novo vzpostavljati. Pogledati v bistvu, pogledati to leto, torej te stvari, ki so, bravo, sister, to si pa dobro naredila, to si pa res dobro naredila. In potem iz tega, ko vidimo, kaj nam je bilo res pomembno, kam smo vlagali energijo, kaj od tega je še aktualno za nas za naprej. Torej nekako ovrednotiti ta čas, ovrednotiti, a to, kar počnem, je še v skladu z mano. Če rečemo, da sva kot drevo, pa da spustiva listje, čakaj, pa katere liste bi pa jaz zdaj spomladi pol pognala? Kaj bi pognala? Kaj bi mi bilo žur naslednje leto pognati? Ne januarja, večina teh manifestativnih onejev govorijo, da se 1. januarja življenje začne. Ja, se ne, pomladi se začne življenje. Tako. Ravno zato sem hotela o tem spregovoriti, ne? Da ne mislijo, da zdaj v solstici, veš, pa se pol kar čudež zgodi naslednji dan že. Ne. Ali pa 1. januarja. Ne to kupiti, ne. V tem času razmišljamo o semenih, če rečemo, da vzpostavimo prostor, s tem, da smo v bistvu ovrednotili, kaj nam je bilo dobro in da smo prisluhnili, čakaj, kje sem, kako sem, kako si ti roža tle, kaj ti dogaja. In potem,
kaj so semena? Veš, kaj bi želela na njivo posaditi pol spomladi, v maternico posaditi pol spomladi, da zberemo, kaj nam je, da poslušamo tle maternico srce. Ma glej, tale projekt, ali pa tole me kliče, ali pa tole bi želela spremeniti v svojem življenju, tole bi želela bolj negovati, kot sem že prej počela. In svetloba, pomladna svetloba. Pomladna, ja, tako. Ja. Mogoče ravno zato tudi ta refleksija je potrebna, da dejansko vidimo in da se spomnimo, kaj v bistvu želimo prenesti v pomlad, katera so ta semena, zato pač, da se spomnimo te energije, v kateri smo bili, koliko smo bili dobri, da si priznamo in da to vzamemo za sabo, in seveda tisto, kar pa ni bilo dobro, da pač spustimo. A so kakšni rituali, Suzana, mogoče, a je kakšen ritual, mogoče, ki ga ti izvajaš v času zimskega solsticija? Vsi imamo, se mi zdi, radi te neke rituale, jaz sem tudi doma oltar in imam rada pač te rituale in dostikrat jih naredim tudi tako sama zase, ampak seveda tudi takrat, ko se dogajajo neke take stvari v naravi, ko se spreminjajo cikli, ko je pač neki torej, je kaj takega mogoče, kar bi lahko delila z nami? Veš, kaj se veselim, tako bom rekla. Mi imamo zdajle zadnji, mislim, 3. modul, ravno na solsticiji s puncami, z ženskami. In potem vem, da me čaka pauza, da imam tišino. Da si vzamem en del tega novoletnega, prednovoletnega časa, ki bo dejansko namenjen temu, kar sem prej rekla. Včeraj sem prav začutila, kako me je luna začela snubiti v refleksijo. In sem že napisala prva vprašanja in pogledala te neke prve vtise, kaj je bilo leto za menoj. V primerjavi z letom pred. Ker fajn je vedeti, to mi je tako dragoceno, kako se mi je to posidralo tekom teh let. Kako nas družba konstantno rabi, snubi, da smo v poletju, da rojevamo projekte, da snujemo projekte, da je vse navzven. Da smo aktivni. In spomnim se pred 2 leti, ko sem ta program pripravljala, ki ga zdaj imamo, in sem prepričana, da zdaj ga bomo imeli. In sem imela en pogovor in sem rekla, kolegici sem rekla, jaz se tako počutim kot pomlad, res. In zdaj pa vidim, da se počutim pa kot poletje. To je tisto konkretno poletje. In če vzamem zdaj te 2 leti, želim pogledati, kaj se je razvilo iz tiste pomladi pa zime, ko sem bila znotraj, kaj se je rodilo ven iz tega. In kaj lahko v bistvu razvijaš naprej, Kaj bom razvijala naprej, zaradi tega, ker se je nekaj drugače znotraj mene posidralo, ker sem bila manj produktivna navzven, tako, in so se ene stvari drugače začele znotraj mene postavljati. To sem tako vesela, da si omenila, veš, ker recimo jaz tudi sem zdaj v enem takem obdobju, ko v bistvu sicer delujemo, ker pač imamo projekte in moramo živeti, ampak vseeno v bistvu opažam in si priznam to, da v bistvu podrekovaj neka lenoba me daje, ampak v bistvu sem pa razmišljala, sem si dovolila to lenobnost na nek način, zato ker me je telo k temu klicalo in v bistvu telesu nekako zaupaš in če potrebuje pač ta počitek, mu ga dam. Ampak seveda imaš pol od zadaj skozi neke glasove, ki te kličejo k akciji in ne vem čem. In se mi zdi zelo pomembno vztrajati takrat, ker takrat v bistvu delamo to razliko, ali pa izbiro. Ali v bistvu zdaj slišimo ta glas in potem gremo kar neko akcijo in kar neki nasilo pač početi, zato ker pač Bog ne daj,
se izležavati ali pač nič ne početi, a ne? Ja. Ali pa dejansko pustiti stvari, ker takrat je to ta tišina, takrat stvari dozorevajo, takrat v bistvu se tudi, ne vem, zavedanje širi, ne? In dejansko potem vidimo, kaj to je. Ne? Jaz ves čas govorim, da pojma nimam na nek način, kaj počnem, samo sledim, ampak vem pa, da potem pride tisti moment, ko bom lahko dejansko zelo jasno videla, kaj to je bilo. Ne? Vem pa samo, da je ta prava pot, ne? Ker greš po poti tistega notranjega glasu. Ne? Ja. Pa tudi to, ne, v bistvu, a veš, ko si vzamemo ta čas za počitek, torej, da toliko časa počivamo, da ti tvoj občutek reče, ma zdaj bi pa nekaj počela. Ampak ne, zdaj bi nekaj počela, ne, ampak ne, zdaj bi nekaj počela, ker je telo prišlo do tega, Ja. da je čisti ta jin naselil naše telo in ker je čisti jin naselil naše telo, yang pol pride v ospredje in reče, dajmo akcija, baby. Ja. In je naravno, a ne, tako kakor narava. Zima bela, zvonček, trabentica, krovca, bum. Ja, res je. Ne? Ja. Enako je. No, recimo, boginja, a veš, to je boginja. To je boginja, da sledi temu ciklu Tako. svoje naravne poti. A ne? Vse ostalo imamo pa mi umetno zložen. Tako, res je, so konstrukti. Ne? Ja, mi smo pa zdaj v času, torej, ko se dejansko v bistvu smo v zimskem spancu zdaj. Ne? Zdaj smo v zimskem spancu in se pač, no, evo, lahko jaz delim en ritualček, ki ga jaz recimo izvedem, ker to vem, da bo po moje koga zanimalo, no. Ampak se navezuje na tvojega, to, kar si rekla v bistvu, da si že začela zapisovati kakšne stvari, ne, torej ta refleksija za nazaj, kaj je bilo dobrega, kaj ni bilo dobrega, kaj želiš prenesti naprej, kaj želiš spustiti, ne. No, in potem narediš povzetek tega, oziroma te ključne, ne, pač stvari, izjave, kakorkoli, na en tak kos papirja in seveda to lastnoročno napišeš in tako ga lahko še malo zažgeš okoli, pa ga malo s kakšno dišavo, s kakšnim eteričnim oljem zaviješ tak paketek in ga daš na svoj oltarček in potem prižgeš svečko in prižgeš kakšen palo santo in potem v bistvu prosiš naravo in energije, ki so zdaj aktivirane, da te podprejo, da res zelo jasno vidiš, da ti pomagajo spustiti to, in da ti obenem tudi pomagajo v bistvu se potem prebuditi s temi dobrimi stvarmi, s tem, kar v bistvu je za nas v najvišje dobro in za vse okrog nas, ker nismo sami na tem svetu, smo povezani. No, in meni to zelo pomaga in ti moram povedati, da včasih se tudi malo bolj razpišem, ampak potem, ko vsako leto ponovim ta obred in ko pobiram one listke od prejšnjega leta in ko potem berem, kaj v bistvu mi je bilo najbolj pomembno, sem vesela, ko vidim, kako se stvari izložijo, ker dejansko s tem nekako dam tudi namero svoji poti naprej, da ne glede na to, kaj se dogaja, da v bistvu vedno sledimo svoji resnici. Tako, evo, to je moj ritual. Ko prijateljica, veš, me je prosila, ko smo se prej pogovarjali, rekla, joj, a boste delili kakšen ritual za solstici? Zato se Evo, dam še jaz še enega. Daj. Ta spet lahko nagovarja v bistvu vse, in ženske in moške. In sicer eno tako ogromno bovlo, tako bučko, ki jo lahko okrasimo, tako jo naredimo lepo, kakšne perlice ali pa kaj tako, pač da je lepa bovlica. In potem na solstici začnemo z
na ta zvitek, to, kar si, a ne, svitek eno tak mali listek, kaj je bilo danes čarobnega, kaj se me je res dotaknilo danes. In potem ta zvitek napišemo in damo noter in v to bolico. In potem naslednji dan ponovimo in vsak dan 365 dni en zvitek, kaj je bilo dobro. In potem naslednje leto, dan pred solsticijem, a ne, ko je najtemnejša noč, vzamemo zvitke ven in pogledamo, kaj so bili blagoslovi leta za nami. Ker jih pozabimo. Ampak en listek na dan. In to lahko pa delamo z otroci. Ker je zelo zabavno z njimi. Kako? Pravim, da je zelo zabavno, to bi bilo verjetno za otroke, ne? To vključiš, da je to pač del neke družinske zgodbe. Ja, moje, ampak ja, dajmo deliti to obilje, to radost z drugimi. Je nekaj našega skupnega. Ko pa mami pozabi, pa reče hčera ali pa sin, no, mami, danes še nismo dali listka noter, nek radosti. Ja, super ideja, no. Upam, da bo komu prav prišla in da jo bo preizkusil, no. Ali pa mogoče tudi kakšen svoj obred, ne, saj to so samo ideje. In tako je pa najlepše, ne, ko si sam pač spomniš nečesa in si narediš po svoje, ne. Tako da itak ni nobenih pravil, ne. Važno je, da se pač povežemo, ne, da se znamo povezati s sabo, da se znamo slišati in da smo iskreni sami sabo, ne. Suzana, prej si omenila to delavnico, torej pred kratkim si pravzaprav začela izvajati torej to spletno obredno popotovanje, ženski portali moči, zasidrana v maternici, in 2 modula o nameri, menstruaciji in ženski cikličnosti si že izvedla. Torej na solsticiji pa boš izvedla tudi 3. Kje pa si, Suzana? Tukaj sem. Aha, ok, nekaj sem pomotoma pritisnila. Torej, 3. modul, boš izvedla na solsticiji in ta bo posvečen maternici in sidranju ženske identitete. Ali nam mogoče lahko malo več poveš v bistvu o tem programu na splošno, ki ga sestavlja, če se ne motim, 7 modulov in ga izvajaš enkrat tedensko, ne? Samo zdajle bo pač ta premor v času praznikov, ne? Ja. Ampak povej nam, ker je res zelo močno se sliši, no, in itak je povezano s tem, kar se pogovarjava, tako da prosim, povej nam majčkeno več. Mirela, jaz sem tako hvaležna, da se je ta program sestavil in da je prišel v ospredje in da zdaj potujem z ženskami, da potujemo, ker je bilo to nekaj, kar sem si leta v resnici želela in nabirala znanje in sebe prizemljevala, da se je lahko sestavili zdaj v nekaj, kar je manifestacija navzven. Večino teh let sem imela delavnice, ki so bile enodnevne, ali pa z ženskami, ki sem delala 1 na 1, sem potovala nekaj mesecev z njimi, ampak nikoli pa ni bilo tako, da bi imele pač skupino, pa da bi dlje časa potovale skupaj. To je proces, ne, v bistvu je to fajn, da je tako. To. In pred dobrimi 2 leti sem že imela v bistvu postavljeno strukturo in sliko tega. Vedela sem, da se bo imenoval ženski portali moči. Ampak te ženski portali moči so imeli drugačne plane tudi zame. Tako da sem v bistvu potem morala dati pavzo tej kreaciji in iti na dodatna izobraževanja k drugim ženskam. Tako res k ginekologinjam, k ženskam, ki so na tem, ki predajajo to znanje že desetletja, torej neke staroste. In je v bistvu, ne vem, ko se je pač program, ko sem ga dala ven, ko sem ga rodila, sem ga res začutila
kako ima meso, kako je drugače posidran. In moja želja v bistvu tako po vsakem svojem izobraževanju, ko sem šla, vedno mi je bilo tako, pa to bi morali mi dobiti. To bi morali mi dobiti. To bi morali mi dobiti. In iz te neke želje je v bistvu nastal ta program. Zdaj je v 7 modulih, ampak že tako, ko potujemo, razmišljam, mogoče 9 modulov naslednjič, ker tako pač neke ključne stvari sem izbrala noter, povezavo z, torej, da imamo neko namero, ampak ne namera to, jaz hočem biti to in to, ampak kam mene v bistvu moja ženska snubi zdaj, moja bit, moja duša. In iz tega se potem rodi namera. Ko zaslišam, kam v bistvu mene življenje snubi, kakšne izkušnje mi podaja, kaj ne deluje, kam me snubi življenje. In potem to povezati z našim ritmom, ker je zelo pomemben, torej z menstrualnim ciklom, če pa ne menstruiramo več, z našim ritmom. Kje smo, to, kar smo že omenjali. In potem z maternico, a je čas za spustiti stvari, ali je čas za zanositi. Z ogenj jajčnikov, da podpre to kreacijo, če smo imeli menstruacijo voda, če smo imeli maternico zemlja, ogenj jajčniki, da zalijemo ta ogenj, to energijo tega, kar želimo roditi. In potem potrebujemo podporo, potrebujemo podporo prednikov, potrebujemo podporo svojih praks in pa sestrstva. To modul in potem je pa modul, ki mu jaz rečem, rojena si za te čase. Mi smo rojene za te čase. To znanje, ki imamo, te izkušnje, ki imamo, to, kar smo se izobraževali, to ne sme umreti z nami. Mi moramo dati stvari naprej. Moramo jih roditi, moramo roditi svoje kreacije. Moramo to, ne smemo biti tih. Res je. In sklenemo potem z integracijo, tako kot je namera zelo pomembna, da v bistvu prisluhnemo, je potem, kaj od tega, kar smo mi potovali, pa v resnici je bilo najbolj pomemben zame. Najbolj in da lahko to vzamem potem naprej. Da bo potovalo z nami, ker to recimo pri teh enodnevnih delavnicah, ki sem jih imela skozi, sem trpela zraven v tem, ampak kako bo se to zdaj praktično uporabljalo? Jaz nočem, da vidiš meni samo zaradi tega, da imaš odkljukano delavnico, ali pa, ne. Kako lahko to uporabiš? Ker težko je sidrati take stvari potem v tem nekem vsakdanjem življenju, sploh v današnjem času, je to še toliko bolj zahtevno. Tako da, ko imaš izkušnjo in se ti ravno začnejo odpirati ene stvari, se počutiš varno, končno v nekem okolju, ker lahko si dovoliš odpreti, in potem moraš iti nazaj ven iz tega. Tako da, absolutno zagovarjam to letrajajočo zgodbo ali popotovanje. Tako da se ti zagotovo pridružim, o tem smo se tudi pogovarjali danes. In je v bistvu to potem nekako program, ki nas čaka tudi v letu 2022, poleg rdečih šotorov, ali se imela še kaj? Ne, absolutno ga planiram in verjetno bo naslednja runda potem spomladi, torej zdaj imamo zimsko, pomladno, potem kasneje pa ne vem, ampak tako zanima me tudi, kakšna bo drugačna energija tega zdaj, ta skupina, ki po zim potujemo, pa kakšna bo potem ta spomladanska,
Ja. Kako, Ali pa bo zanimivo verjetno tudi za te, ki so zdaj v tej zimski, ne, ki so verjetno priprave prilagojene tem času, ne, tej refleksiji, ne, ja, zdaj pa ja, spomladi bo pa treba navzven dati ta semena, tako da bo zanimivo verjetno tudi za tiste, ki so šli skozi ta cikl, pa pol še skozi spomladanski. ja. Ja. In zagotovo vedno gre lažje takrat, kadar imaš podporo, ne, in ko imaš usmeritve. Se dejansko se mi zdi, da danes je pa to še itak največja vrednota, ne, da smo povezani, no, da nismo odrezani, da nismo osamljeni, ker to se mi zdi, da je danes v bistvu tako zelo pereča tema, no. In mogoče bi se mogli malo bolj tega spomniti, a ne, in koga poklicati, mu dati vedeti, da ni sam, a ne. Tako da, ja, krasno, no, res lep pogovor, a ne, zdaj mislim, da bova midve zelo kmalu spet kakšno rekli, ker mislim, da te pogovori v bistvu tudi drugim odpirajo, ne vem, perspektive in percepcije in se mi zdi, da dobro delamo, no, s tem, da se pogovarjamo o teh stvareh vse bolj, no. Ja. Bova štrikali. Zagotovo, če ne prej, bova nekaj spomladi, ko izide prenovljena verzija Boginje. Ja, tako spomladi smo se odločili tako, da bomo tej knjigi dodali v bistvu še Suzanino energijo noter, tako da bo v bistvu tudi predgovor Suzane, če se ne motim, ne, bomo štrikale tole zgodbo še naprej. Glede na to, da smo zdaj dejansko v tem času obdarovanja, ne, je torej knjiga zelo lepo darilo in Modrost boginje se mi zdi, da res en tak krasen primer, no, kakšno darilo lahko izberemo za naše najbližje. Suzana, najlepša hvala, no, za pogovor. Se veselim najinih zgodb v prihodnje. Hvala tudi vam, dragi poslušalci. Me prav zanima, če bo tudi kakšen poslušalec, ker vedno je nek moški, a ne, Suzana? To se prav spomnim iz teh najinih dogodkov, vedno je bil vsaj en moški, a ne? Tako da upam, da boste preživeli oziroma želim nam vsem, da preživimo te praznike čim bolj mirno in naj zadiši po sočutju, strpnosti in modrosti. Ostanimo povezani. Hvala lepa. Hvala, Mirela. Čudovite praznike vam želim. Res, da se zaslišite darilo tega, kar je v vas in da to potuje potem v naslednje leto z vami. Hvala. Ciao. Čau. Yay!